Kaj je sploh sreča? Od kje sploh sreča izvira in ali jo imaš lahko tudi ti? Ali misliš, da je ti ne moreš imeti, ker nisi privilegiran? In zakaj nas je ta iluzija sveta prepričala, da sreča prihaja samo od zunaj? Več o tem bom govorila v nadaljevanju videa. Se vidiva. Živijo. Kaj je sreča? Evo, danes bomo govorili o tem. Od kje sreča prihaja? Kaj to sreča sploh je? Dobrodošel na mojem kanalu Coaching za uspeh in boljše življenje. Jaz sem Mojca Kokalj-Miširović. Dobrodošel. Kaj je sreča? Sreča ali sreča prihaja od zunaj? Jaz pravim, da ne. Sreča prihaja od notri. Čeprav nas ta cel svet, ta cela matrica materializma in te vse stvari nas uči, da sreča prihaja od zunaj. Vsi te naši influencerji in vsi te, ki jih gledamo, in vsi ti igralci in vsi skupaj nas hočejo prepričati, da bomo bili ful srečni, če bomo stvari imeli. Jaz pa pravim, da ni to tako. Jaz pa pravim, da si srečo najdemo od znotraj. Pa ne zato, ker ne bi imela dovolj finančne podpore, ampak zato, ker pravim, ker sem sama doživela, lahko imaš vse, ampak če nisi odnot srečen, ti to čisto nič ne pomaga. In tudi to so bili dokazi vseh teh drugih uspešnih igralcev, ko so naredili samomore, uspešnih pevk in pevcev, ko so overdose naredili z mamili, ker niso bili srečni, ker niso bili notranje izpopolnjeni. In danes govorim točno o tej sreči, da prihaja ona znotraj, da moraš biti ti najbolj srečen najprej znotraj, da boš bil potem uspešen v življenju. Ne gre obratno, da boš bil prvo uspešen, pa pol srečen. Gre, če mogoče spet padeš v temo, tako kot sem padla jaz, in da se pobereš ven in spet odkriješ sebe. Da je pač najti sebe je največja sreča. S to srečo ne more prekašati čisto nič. Kako priješ do te sreče notranje, ne? Jaz sem jo odkrila z osebnostno rastjo. In šla bi še enkrat čez vse to, če bi točno to spet odkrila. In verjamem, da smo več kot telo, da smo več vse to, kar se naučimo, ampak da si res ustvarjamo svoje boljše življenje sami. Vsemi zakoni univerzuma, vsem zakonom privlačnosti, če si moč že slišal od temu o zakonu privlačnosti. Ta čisto tak simpel zakon, v kateri se nam dogajajo stvari in se izpolnjujejo, ali mi hočemo, pa ne. V bistvu, kaj dela zakon? Zakon ti privlači tvojo vibracijo, ampak o tem bomo že govorili drugič v drugih videih. Danes govorimo o sreči. In ko sem jaz to vse skupaj spoznala, se mi je začelo res moje življenje spremeniti na boljše in zaradi tega je moj citat: če si živ in če dihaš, si lahko spremeniš svoje življenje na boljše. Sprobala sem jo sama. In jaz sem tako kot ti, sem samo človek in sem jaz ti in ti si jaz in mi smo vsi skupaj eno. In zaradi tega mi je važno, da vam to razložim, da z osebnostno rastjo začneš odkrivati pot do sebe. Z osebnostno rastjo spuščaš tudi preteklost, odpuščaš stvarim, odpuščaš dogodkom, ljudem, odpuščaš vse, kar te je prizadelo v preteklosti in se s tem čistiš in postaješ lažji in se zdraviš. In zaradi tega je zelo pomembna osebnostna rast. Z osebnostno rastjo dejansko piliš svojo čebulo. Okay? List po list se tistega balasta, ki ga ne potrebuješ, ker nisi ti, ker te ne osrečuje, ker so ti mogoče samo dali takšen tak title, ta matrica naša, ker je materializem zelo pomemben. Ne potrebuješ tega. Da si srečen, moraš najti najprej srečo znotraj in to najdeš, ko začneš lupiti to samo svojo čebulo, da priješ do tiste srčike. In kako potem rečem, zdaj sem imela pa veliko srečo, oziroma so mi govorili, Mojca, ti imaš pa ful veliko srečo. Ja, imam, pa veš zakaj? Zato, ker vem, kako zakoni univerzalni delujejo in vem, kako dela zakon privlačnosti in vem vse te skrivnosti vseh uspešnih ljudi in to sem pisala tukaj v knjigi Podjetniški mehurček, ker v bistvu je mehurček. Ker na nek način tudi moraš iti mehurček, ker na nek način tudi na koncu poči mehurček in rataš ti in lupiš to svojo čebulo in srdico. Teda, če te zanima, skoči na mojo spletno stran www.mojcakokalj-miširović.com in si poglej oba dva priročnik in knjigo.
Tako da ja, no, kot pravim tukaj v priročniku, jaz sem si začela ustvarjati svoje boljše življenje in sem začela z jutrom, ker vsaka taka sprememba se začne počasi, moraš delati eno po eno in to toliko časa ponavljati za tega 90 dni, da ti pride to v podzavest, da ti pride to v navado. In ko mi reče Mojca, ti si srečna, ja, imaš srečo in se ti vse uresniči. Ja, se mi, zakaj? Zato, ker vem, kako to se deluje. In sreča je spoj pripravljenosti in priložnosti. In vem, da če sem pripravljena, to s tem se pripravim, vem, kaj hočem, vem, kaj si želim, vem, zakaj si to želim. Ne zato, da bi imela za neki, ki bo fulano izgledalo, ne, povem razloge, zakaj si odnotraj to želim, kaj mi bo to pomagalo, kaj mi bo to dalo, kaj mi bo to razvilo, karkoli in tisti, zakaj se potem uresniči. In včasih se mogoče čisto nekaj drugega pride v tvoj prostor, ne? Čisto nekaj drugega, kot mogoče si tisto čisto želel, ampak dobiš pa tisto, zakaj si želel. S tem to delam s tem. In sem pripravljena, pride priložnost, jo vidim, jo zagrabim in ja, na koncu imam srečo. Ja, srečo vam, ja. Ampak ta notranja sreča se začne pa že sam s sabo moraš delati. In zaradi tega osebnostna rast je zelo pomembna. Če še nisi začel delati na tem, prosim, začni res vrtati v sebe. V naslednjih videih bom tudi malo več o tem govorila, zakaj iti v osebno rast, zakaj še posebej v podjetništvu iti v osebnostno rast, ker je nujna, da boš bil srečen kot ti, kot človek, kot oseba, kot bitje. Pa si srečen, v družini si srečen, potem v svojimi zaposlenimi si srečen, s svojimi sodelavci si srečen, pač v službi srečen si in vsi okrog tebe se pač nalezejo te tvoje energije in se tudi oni pa začnejo na boljše, ne spreminjati, ker smo že dobri. Ti ne rabiš biti boljša verzija sebe, čeprav zmeraj to pišemo, ampak ti si že, jaz ko to rečem, boljša verzija sebe pomeni, da ti si že najboljša verzija sebe, ti si že dober, ti si že dovolj. Kaj ti hoče povedati boljša verzija sebe? Samo to, da ti si noter tale čudovito bitje, ki ga moraš samo oluščiti tole čebulo in prideš do sebe in pa si res srečen. In to je to. Danes meni ne bi bilo tu, če si ne bi tega odkrila. Danes me ne bi bilo tu, če ne imela te goreče želje, da pomagam ti pokazati, te moč primiti za roko, ti povleči eno stopničko više, da si eno pikico počutja boljše. In zato tega snimam te videe, zato tega pride ta serija takih podobnih videov. Danes smo začeli za srečo, potem pa nadaljujemo naprej. Tako da ja, sreča, zapomni si, prihaja od znotraj, prihaja od tebe, iznotraj vsega ven in ko boš odnotraj srečen, ti bo čisto vse, na kakšne okoliščine bojo zunaj, zato ker boš ti bil srečen noter. In pozabi, da te bo osrečila okolica, pozabi, da te bo osrečil partner, pozabi na to, da imam je vroče. Pozabi na to, da te bo osrečila nova služba, da te bo osrečila nov partner, da te bo osrečila, ne vem, nov avto, da te bo osrečila nova hiša, da te bo osrečila, ne vem, karkoli. Ne bo te osrečila. Ker tiste notranje sreče, šuno, sploh se ne da opisati, ker si srečen z vsem, ampak je pa res, da nismo tukaj sem za tega, da nismo tukaj na zemlji, da ne bi čisto nič imeli, pa tudi nismo tukaj na zemlji, da ne bi vse imeli, pač ves materialni svet imeli. Moramo se najti nekje na sredini, okay? Nekje na sredini se moramo najti, ker rodili smo se in imamo rojstno pač pravico od rojstva, da smo srečni, da smo svobodni in da se odkrijemo sami sebe in se moramo spomniti, kdo v resnici smo in se moramo spomniti in začeti zaživeti to svojo resnico in zaživeti svoje poslanstvo. Tako da ja, z osebnostno rastjo se ta pot pri tebi začne. V nas se začne ta pot odkrivanja sebe, spoznavanja sebe z osebnostno rastjo. Tako da zdaj veš, kako lahko dosežeš svojo srečo, od tebe pa je odvisno, ali jo boš začel iskati in se razvijati in rasti. Tako da, ustvari si svoje boljše življenje in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!